Tanja, živjo, kako življenje? A me slišiš? Ja, slišim, Super. zdravo. Ja. No. Ja, veš kaj, nisem vedela, nič nisi objavil linka tokrat za današnje srečanje pa teme, ne? In sem bila malo zbegana in sem kar šla na prejšnji link, ne? Od prejšnjega tedna pa vidim, da je v redu. V redu je, v redu. Da se še bo... Objavljen je v mailu, ki sem ga poslal v soboto, pa ne vem, a nisi dobila maila? Tam sem pa spregledala, veš. Ja, tam je noter Hvala, objavljen, da bo... kakšna tema bo, vse Aha, je, ja. ojej, a veš, pa spregledala sem, ne? Ja, vse je, veliko vsega, Ja, sem spregledala, ker sem pričakovala tako, da bo tako kot prejšnji teden, ko si dal na kanal, ne? A veš? ja, prejšnji teden sem poslal vabilo, ne? Ja, tako, tlele pa ni bilo zdaj in se pol še Borisa spraševala, pa je rekel, da so za vse zume isti linki, ne? Ja, isto je in Ja, je fajn, da ja. se tega ne spreminja. Ja, seveda, si to je fajn, zato ker ta link si moram nekam tako spraviti, da ga sam kliknem, a veš? Tako. Ja, pa ne vem, kam si ga bom dala, Ja, ja, mogoče neko, kaj pa vem, bom že ja. neko mapco ali pa kaj s tem. No, Mhm. to se moram še sama. Tlele imam sicer na urodni vrstici, ne, da imam Ja, z, ne, ampak če ta kliknem, mi pol ne da direktno sem, ne, ampak da se ja. moram not prijaviti, ne. Mhm. Pa ne vem, na kakšen način. A moram link copy-paste delati ali kaj, da se Ja, prijavim. link si copy-paste ali pa ga sam klikneš, vse je pameten telefon. Ja, sej nisem na telefonu, jaz da telefon samo v samoobrambi uporabljam, drugače sem na Ja, no na računalniku vedno. računalniku pa tudi samo klikneš link ali ga daš pa v Ja, statusno ja. vrstico v browsera, ne? Aha, In sam tako. enter udariš, pa je to pol. Ja, no, sej to. Ne, jaz na Ja, telefon ne maram, telefon imam samo za telefonirati. ja, razumem. Pa A ne? voda. Ja, Ja. evo, tole bo pričakovali zdajle tele, ki se bodo začeli počasi priklapljati. A, Malo miru, malo naravice. ja. Ja, tako lepo, ne, kaj smo. Ja, super je, super. Evo, vidiš, zato je tehnika, zato je umetna inteligenca, da mi uporabljamo, ne pa obratno. Tako, to je to. Ja. Ja, Jaz sem se glih danes z Mijo pogovarjala, ne? Ki me je nekaj spraševala glede enega zavarovanja, pa ji hočejo obresti zamudne zaračunati, pa so nenormalno velike. Pa sem rekla, to ti jaz ne bom znala odgovoriti. ja, so. Ker jaz se v duhovnem svetu znajdem, ne pa v tem, a veš, ne, v drugem. Tako da, ja, ampak no, pa so mi pa to razlagala, glih o tej umetni inteligenci, ne, ker Ja, sem začela že leta 73, ne, ko sem imela prvo zaposlitev na banki Ljubljanski, pa so pa kmalu uvedli, nismo več dobivali gotovine pri plači, ampak so uvedli čeke, ne, in smo pol morali, ja. veš, ne. In sem rekla, v redu, pol kasneje mi je to prav prišlo, ker se mi ni ljubilo stati na pošti ali pa v banki v vrsti, da plačujem položnice, ne. Ja, In se rekla, fajn, tehnika narodu, ne. Bom ja. jaz to, in sem pol že leta 99 sem si naštimala spletno banko, pa to, da sem lahko preko računalnika plačevala, ne. Veš, ker takrat še na telefonih ni bilo možno. Ja, No, in, Petra je prišla, poglej, zdravo Petra. aha, evo, se počasi O, nabiramo. zdravo Petra, deluje, a ne, fajn.
Zdravo. Hello, zdravo, zdravo. Servus. Hvala. Ampak ni bilo potrebno. Ne vem, zdaj pa kar naenkrat je šlo, prej pa me ni noč spustilo, pa tudi zadnjič sem imela problem, da nisem mogla se priklopiti, jaz ne vem, kaj je to. Skratka, me zanima, glede teh papirjev, ne, torej, to sprintano Najboljše sprintati, ja. samo Pa kopijo narediti sebi, a ne, da potem podaš. damo v kuverto, napišemo podatke svoje in odpošljemo. Gde VHO. Ja. No, pa izpolniti. Ja. Izpolniti, podpisati, tam narediti Ja, in kopijo, te sploh ne pišem. in potem, ko prideš na pošto, tisti list od priporočenega shraniš k tej kopiji in imaš dokaz, da si imaš to urejeno. Aha, okej. Ja, je pa fajn s povratnico data, ne, zato da dobiš povratnico nazaj, da so tam sprejeli. Ja, Sicer je je pa tako dovolj zrihtano, dokaz ne. priporočeno. Kaj, imaš podatek? Imaš podatek, je že kdo pošiljal? Ja, mi smo v društvo pošiljali, pa še vedno čakamo povratnico, imamo pa vsi tele društvene stvari, drugače pa ljudje že pošiljajo. Ja, zdajle ogromno kličejo, kako to, ker kakšni se ne znajdejo, ker jim je to nekaj novega, ne. Ja, ne znajo vsi poslati s povratnico pošte. Ne, kar je zanimivo, to mi je zelo zanimivo. Ja. Jaz ne znam opremiti pravilno naslova, pa to gor na kuverto. Saj to je Tisto sem že problem. pogledala. Doma, ne. Kuverta ker ni sem- problem. Kuverta je Kakšno kuverto? A tole polovično A4? Ali je? A5 je dovolj, da na pol Ta preložiš. A5, ja. Dovolj, To se dovolj. pravi. To se pravi, da je to pol A4 formata, ne? Pol A4, ja. Evo, Boris bo točno vedel to. Boris, zdravo. Aha. Boris, evo, on bo točno vedel. Dober dan. Zdravo. Ja. Živjo. Kaj jaz vem? A? Kaj da jaz vem? Ja, kako se pošta s povratnico opremi pa napiše? Bom ponavljal ta razred. Ja, nič, kaj če mi jaz tle eno izpolnim pa pokazati. No, jaz super. sem že s povratnico To bi bilo kakšne najboljše. druge pošte pošiljala, to mi je jasen. Ne? Pa tudi Meni to na ponavadi na pošti pošti naredijo. Ja, tako na pošti jo, Jaz na imam, pošti jo tule imam napišejo, izpišejo. se pravi. Ampak kam moram jaz napisati, dobro, v spredji napišem naslov, kamor pošiljam, a je treba v zadnji na kuverto pa svojega napisati, ali je treba to tudi na prvi strani napisan moj naslov? Najboljše napisati levo zgoraj tvoj naslov, desno spodaj njihov naslov, tako kot je v navodilih v uvodnem pismu, potem pa noter daš izpolnjen formular, podpisan, v kuverto zapreš in potem je treba izpolniti še potrdilo o oddaji pošiljke za priporočeno in poseben je pa ki je povratnica, ki se pa na zadnjo stran kuverte nalepi, zato je treba naslov od spredaj napisati, da odzadaj se ne pokrije z ono povratnico. Ja, in povratnica je pa isto, a ne, na levi zgornji kot pride pa zdaj v tem primeru, ko pride k tebi nazaj, pride pa najprej njihov naslov, ker so oni pošiljatelji, in desno spodaj tvoj naslov, je pa obrnen. Ja. In to moram jaz izpolniti, oziroma na pošti izpolnejo, vsaj nazadnje, ker sem s povratnico pošiljala, je bilo tako, no. Oni, ja, če ne znaš, če pa znaš, ampak ponavadi ti rečejo, ti izpolni, a ne. Ja, jaz pa lepo rečem, veste kaj, prosim, da mi to vi izpolnite. Oni so dolžni, veš, če jih prosiš. Vem, da so dolžni, ja. Ja. Kako so veseli, ker jim jaz na pošto prinesem, ne samo na roke napisano, še vse sprintane, povratnice, potrdila, kuverte, nalepke, vse imam gor na. Ja, zato ker veš točno vse, ne. Ja. Ja, Jaz si tudi apelsovci.
Saj smo se mnogo let smo se učili, a ne? Ja. Da se naredijo, pa en odrezek dobiš tudi potrdilo, da si, pa ne vem kaj. Dobiš potrdilo, tisto, ki ga izpolniš, plus račun dobiš zraven. Vse Ja, se treba spraviti, ja. Jaz bom probala to jaz na pošto našo tlele odspod, ker jaz veliko z njimi delam, ker imam tudi ene druge stvari, a ne, pa veliko pošiljam, tako da bom lepo rekla. Jaz bom samo pravilno napisala moj naslov pa njihovega na mojo kuverto, ki jo bom oddala, ja. pa vse ostalo ne mi pa oni zrihtajo. Tako. A veš, to da ne bom pol, ne zaslužijo svoj denar, ne? Tako, ja. Itak pošta, to vemo, da pošta ne spada v državno oblast, ampak pošta je čist zase, ne? Ker imajo svoj protokol pa svoj statut. A je tako? Pošta ima svetovno ustavo. No, tako, torej. Pošta je edina, ki ima svetovno ustavo. In No, to je tako. COVID, ki je zdaj bil, je bil vse na podlagi svetovne ustave pošte in mi ljudje smo v okviru tega bili paketi, zato nas hočejo štempljati. Mi smo obravnavani samo kot roba. No, tako, no. Ja. Jaz bom njih kot robo uporabljala, ne oni mene. Ja. Oni morajo meni služiti, ne jaz njim. Tako. In s tako energijo noter pridem in to je to. In potem se noben ne bo, a veš, ne, upal tako obnašati, ker češ, pa si meni del prišla delati, ker sama vse spoven, ne. Ja, a ne, to je to, ja. Ne. Ja, sej. Jaz se spomnim takrat v tistem času, ko so imeli študente, ne, ki so pred pošto, pred vhodom stali, pa so preverjali tiste jajca in tako naprej. In jaz sem tistemu študentu takrat prinesla vse tisto o pošti, kar smo imeli in tako naprej. In sem rekla, naj to kar on šefu nese, ne, tistim svojim šefom. A veš, da so me pol, zgleda, so si zapomnili, da so me pol čisto spoštljivo, vsi poštni uslužbenci, vsi gledali. Zagotovo. Ja. Ja, tako da, ja. In nekaj, ne. In tam lepo piše, ne, še ti si nam povedal, da v poštnem tistem, ali je bila to ona od Ervina, partnerka, ki na pošti dela, ne, da pošta more vsakega postrešiti. Pa tudi, če pride konj s kuverto, kaj. Veš, kaj v ustavi piše, da mora tudi brezdomca postreči. Tako je. Tistega, ki pod mostom stanuje, ga mora spoštljivo. Ja, tako je. Vsakega postreči. Ne pa ti masko natikati tam. Tako. Ja, sej, ja, veš, ko so se obnašali, ne, da pol še sprašvali, ko smo zanč, ne, imeli, ki je on sprašval glede tega, da mora vprašati, če je nabotkan, ne. Ja. In se rekla, fajn, pol nas bojo lahko malo poštarji že ginekološko pregledovali. Ja. Če imamo kakšno venerično nalezljivo bolezen. Ja, neverjetno. Mislim, no. O moj bog. Koliko je še 6 minut, evo, jaz se nočik pauzico, vi se kar menite. Vidim, Maja je prišla, pa Petra itak, ja. Pa Božica zdravo, evo. Krasno. Ja, vedno več nas je. Ja, fajn, ja. Vedno več metuljev na travnik priletava. Zadnjič nas je bilo štavžnič. A ja? Ja, vse polno, margolel. O moj bog. Ja, jaz nisem zdaj nič vabila pošiljal,
ker tudi moram paziti malo na te kredite, ki so. Veš, kaj meni zanima? Ja. Tebe malo prekinjam. Mihajl, Ja, reci. Petra, zanima me, če bomo šli skozi te formularje. Ja, seveda. Če bomo šli skozi te formularje, me zanima, bomo prebrali pismo, pa vse skozi bomo šli. Ja, Ja. nekaj me na strani. Ja, vse to smo obljubili, da bomo to šli skozi. A ne? Okay. Tako da to ni noben problem. Jaz imam tukaj te formularje pripravljene, ker zadnjič nisem ne uvodnega pisma prebral, nisem seznanil članov, nisem prebral formularja, bolj določenih stvari nisem razložil, povedal pa sem, da to je in da bomo to šli skozi. Ne. Povedal bom tudi, zakaj je angliški, pa zakaj je slovenski. Jaz sem se vse to v cerkvi naučil teh stvari, tamle so me dobro uradnikovati naučili, veš. Ja. Ja, oni so bili zverzirani za mind control, ne? Pa Yes, za programiranje možganov. yes. Ja, tako. Bomo šli to skozi in bom razložil vse in tudi je pol, če imate še koga, recimo zdajle, koliko imamo še 5 minut, če imate koga, recimo, se nima veze, član ali ni član, tudi če bi kdo želel se tukaj priključiti, pa to aktivirati, se lahko priključi zdajle na Zoomu, lahko link pošljete okrog, malo povejte. Invite, to se pravi, tukaj bom jaz vzel tale copy link, evo, copy, pa če vam ga dam zdajle v chat, pa ga lahko samo prepošljete še, evo, tukaj je tale, to samo skopirate, ne vem, če se zdaj pokazalo v chatu. Telegram Bolje mogoče. Ja, samo join Zoom, to prvo vrstico je dovolj, če to kliknejo, so takoj noter, prva vrstica od zgoraj, ker tukaj je zgeneriral noter še telefonske, pa ne vem kaj vse. Tole prvo vrstico, evo, takole, copy. Bom jaz dal Jaz tudi pa ne zdajle. vem, ker ne uporabljam toliko Zooma, kje zdaj to vidim, ker imam čez cel ekran, imam tale filmček, ki se vrti. Dobro Aha. večer vsem. Ja, zdaj se pa verjetno sliši, a ne? Ja, zdaj se pa hvala. Super, evo nas, tukaj smo z vami. Super. Najprej vsem dober večer, pa ker je to osebni pogovor med člani, najprej me zanimate vi. Če ima kdo kakšno aktualno vprašanje, aktualen problem v zvezi s tekočo situacijo v življenju, ne vem, karkoli, naj pove, ali pa kakšno vprašanje, ki bi ga bilo dobro obravnavati. Je kaj takšnega? Drugače smo pa mislili tole pismo, a ne? O izstopu državljana, prav tole, in ta formular predelati, a ne? Kako se izpolne, pa potem prijavnica oziroma ta list za priporočeno in pa potem še povratnica, kako se spomne, kam se kaj napiše, glih toliko informativno, da vam bo malo lažje, da se malo spomnimo, kako se to naredi, ne? Ja. Dobro, kaj predlagate, da bi potem kar šli s tem pismom, da se malo uvedemo noter, ali pa če ima kdo kakšno vprašanje? Povejte. Ja. Jaz bi sam vprašala, a je lahko bela kuverta ali mora biti rjava, a je to kaj? Ne. Važno je, da je zapakiran, lahko je bela. Edino na pošti ne vem, mislim, da če je barvna kuverta, da neki dražji računajo. Enkrat sem to slišal, da je barva njim zelo pomembna, ne vem zakaj. Ja, Malo več vzamejo, če so kuverte rjave, rdeče, zelene. Plavo. Plava je okej. Ja, plava je sploh draga. Plava je draga. Ne. Dobro. S kakšnim
kulijem, kakšne barve je pa treba izpolniti, a je kaj to važno, a je rdeč, zelen, moder, črn, A ne, moder, lepo z modrim, a ne? z modrim. Aha, Ja. dobro. Blanka, živijo, lepo te je videti. Zdravo. Aj. Dobro, gledajte, jaz bom zdaj v tem potlej tule to pismo prebral najprej, pa bomo potem šli naprej. Ker verjamem, da vsak izmed vas niti ni imel časa to prebrati, pa je prav, da gremo lepo počas, če se strinjate skozi. Upam, da se me dobro sliši, da kaj ne prekinja, da nisem preglasen ali pa pretih, mi morate povedati. Upam, da se dobro sliši. S palcem dajte gor, če se sliši, da vidim, če je to ok. Ja, ok, hvala. Imam še črnega od svinčnika, evo. Dobro. Torej, pismo. Uvodno pismo, ki je v bistvu za vas, za posameznika, zato da razume, kako in kaj, je naslovljeno: Draga državljanka, dragi državljan Republike Slovenije. Zakaj? Zato, ker smo mi državljani in mi smo država. Država niso politiki, država niso tam v državnem zboru, ampak oni so naši predstavniki in nič drugega. In mi jih plačujemo zato, da predstavljajo nas, državljane. Oni niso nobeni državniki, ampak smo državniki mi, oni so samo izvajalci naših pobud. Ko bodo enkrat to razumeli, očitno nočejo tega razumeti, ker so tako globoko zabredali, da je zdaj zadeva zelo, zelo, zelo nerodna že postala, a ne? In zdaj oni nam z zakonom postavljajo pogoje, namesto da bi zakoni bili v skladu z ustavo, ker ustava je naša stvar. Oni bi mogli nam služiti, ne pa da bomo zdaj se mi obnašali, kakor bojo oni nam rekli. Bih obrniti je treba. In tle imamo mi, hvala Bogu v ustavi, da nam 3. člena še niso vzeli ven. Veliko so nam pobrali. Bomo se bolj pogovarjali še tudi o financah, par stvari bom povedal. V zadnjih letih smo se vsi soočili z izzivi in spremembami v zdravstvenem okolju, zlasti v luči epidemije in pandemije. Kot državljani Republike Slovenije imamo pravico in dolžnost, da se odločamo o svojem zdravju in načinu, kako se odzivamo na ukrepe, ki jih sprejema vlada in druge organizacije v času epidemij in pandemij. Zavedamo se, da so nekatere odločitve lahko težke in zahtevajo temeljiti premislek. Zato želimo vam ponuditi možnost, da se odločite, kako želite ravnati v zvezi z zdravstvenimi ukrepi v prihodnosti. Na podlagi vaše pravice do samoodločbe in glede zdravja vam ponujamo uradni obrazec za izstop državljanskega članstva iz Svetovne zdravstvene organizacije, v navednicah oziroma v oklepaju WHO. Obrazec omogoča, da odločitve o sprejemanju zdravstvenih ukrepov in priporočil v času epidemije ali pandemije sprejemate pravno neodvisno od družbenega tihega pokroviteljskega dogovora. Družbeni tihi pokroviteljski dogovor je to, da oni se odločijo v United Nations, pošljajo notico tlele v državni zbor, državni zbor se nekaj zmenijo v nekem odloku, dajo na TV in ljudje delajo tako, kot na TV rečejo. Žal je tako. In če se nihče ne pritoži, pomeni, da se strinja. Zato je treba biti glasen. In v čem je njihova finta? Oni so se zdaj spomnili tako imenovan ta emergency, nujno, ker v nujnem stanju si pa ti toliko zbegan, da se sploh nimaš časa pritoževati. Vzameš kufer in letiš, ali pa se skriješ pod poslo pred virusom. Ali ga pa s tanki ustaviš, a ne, kot ga je hotel dr. Teršek ustaviti 27. marca 2020, ki je napisal Janši, da lahko tanke postavi, a ne? Da se bomo mi bolj varni počutili, če bo tanke postavil zdaj, ko so virusi. Ne morete verjeti, ampak jaz imam dokument, sem ga dal na Facebook. Berem dalje. Prosimo, upoštevajte, da izstop iz WHO ne vpliva na pogodbeni dogovor Republike Slovenije in upravnih delavcev državne uprave na mednarodno pogodbeno razmerje z Organizacijo združenih narodov United Nations ali Svetovno zdravstveno organizacijo WHO, ki je podsistem Združenih narodov. Vaša odločitev je osebna in vpliva le na vaše zdravstvene odločitve.
Obrazec za izstop iz organizacije WHO in dodatne informacije so priložene v prilogi tega sporočila. Za izvedbo izstopa iz WHO je potrebno izpolnjen obrazec poslati s priporočeno pošto in povratnico, ki je naslovljena osebno generalnemu direktorju Svetovne organizacije v Švici na naslov. Na kuverto napišete točno tako, kot tukaj piše. Vsebina kuverte nosi diplomatsko noto. To je diplomatska nota vaš državljana. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svetovna zdravstvena organizacija, SZO poševnica WHO, Aveni Apla 20211, Ženeva, Švica. Tako, to je njihov naslov, to je njegov osebni naslov. Prav tako morate o svoji odločitvi glede izstopa obvestiti vlado Republike Slovenije. K obvestilu vladi Republike Slovenije dodajte kopijo tega obvestila, kopijo poštnega potrdila o pošiljanju izstopne izjave, s katerim potrjujete, da ste izrecno kot državljan Republike Slovenije izstopili iz Mednarodne zdravstvene organizacije WHO. Kopija pisma o izstopu iz WHO in kopija poštnega potrdila o poslanem obvestilu organizacije WHO in vladi Republike Slovenije vam bosta služili kot dokaz, da ste v času epidemije in pandemije popolnoma suvereni in samo odločate o svojem življenju in o svojem zdravju. Vlada Republika je jasno obveščena, WHO je obveščen, da se s tem ne strinjate. In če pride do situacije, vi imate potrdilo, da so tam obveščeni, pokažete tem middlemanom, ki prihajajo, razni ne vem kdo, ki pridejo kontrolirati in seveda vi imate dokaz, imate papir in tle jim postavite blok. Ker če se človek upira, ga primejo, cepijo, če imaš pa ti dokaz, papir, tle pa ne morajo čez to jeti. Zdaj pa zelo pomembna stvar. Vlada mora to prevzeti na znanje in vas o tem povratno obvestiti o prejemu. Oni so dolžni na pismo odgovoriti. To imajo tudi v zakonih. Drugi državljani Republike Slovenije, ki pisnega proaktivnega akta izstopa iz Svetovne zdravstvene organizacije niso ali ne bodo storili, pazite, vključno do 20. novembra 2023. Zakaj je ta datum pomemben? Zato, ker se izteče po pravilih, po zakonu Svetovnega zdravstvenega pravilnika, je notar člen, mislim, da je 20. člen tam, notar jim točno piše, ali celo 59. Ja, 20. je v ustavi WHO, 59. člen v zdravstvenem pravilniku pa navaja, da je treba do 18 mesecev je čas, ko se lahko človek izjasni, da se država izjasni, da da pristanek ali pa ničesar ne reče, da se strinja ali da kakšno pripombo ali pa da izstopi. Ampak ponavadi je, da tiste države, ki so izstopile, so potem dobile kot države državne sankcije. In to ne samo od WHO, ampak od kompletnih United Nations. En tak primer bi vam tukaj povedal, kako sankcionirajo stvari, recimo, ko smo se prej o pošti pogovarjali, pošta je svetovna organizacija, imajo svetovno ustavo in Svetovna poštna zveza je članica United Nations. In članice United Nations sodelujejo s pošto in tiste države, ki pa niso članice poštne zveze oziroma tudi United Nations, preprosto funkcionira čisto drugače. Pošta sploh ne dostavlja pošte. Se pravi, če država ni članica in jaz pišem tja, ne morejo ljudje pošte dobiti, ne morejo dobiti denarnih nakazil, ne moreš paketa poslati, se morajo čisto drugače obnašati drugače. In to je en tak gospodarski blok, predstavljajte si, ker v pošto so vključeni in DHL-i in vse te hitre službe, kurirske službe, državne službe, ki pač upravljajo poštne storitve, ki jih država požegna. Tako da to so velike stvari, velike težave. In vključno do 20. novembra 2023, zakaj? Zato, ker se s 1. decembrom izteče rok. Jaz sem tukaj 10 dni dal prej, zato da če pride slučajno kakšen zamudnik, da ima še tistih zadnjih nekaj ur časa, da napiše, ker pošta ponavadi gre, recimo, ne vem, vsaj en teden potuje, lahko bi bilo prej, ampak vprašanje, kako
glede na stanje, kaj bo novembra, ne vemo, tako da so tukaj še odprta vrata. Ne. Skratka, rok se izteče s 1. decembrom. In takrat se ni možno več pritožiti na spremembe, ki jih bo WHO sprejel v tem svetovnem zdravstvenem pravilniku. In če ničesar ne rečeš, to pomeni tihi pristanek, pomeni, da se strinjaš z vsem tem, kar so že počeli, ali pa še zelo hujše, ne vemo. Se pravi, se bodo zdravstvenega pravilnika, po katerem Svetovna zdravstvena organizacija izda navodila za ukrepe med epidemijo ali pandemijo. Če se odločite izkoristiti priložnost in izraziti svojo samo odločbo glede življenja in zdravja, vas spodbudimo, da izpolnjen obrazec pošljete na naslov generalnemu direktorju osebno na sedež WHO. Prav piše, da je treba njemu osebno to poslati, ne smete poslati WHO-ju, da bi bilo recimo v naslovu WHO pa direktor, ampak mora biti direktor na prvem mestu, pa potem organizacija. Njemu osebno po zakonu je treba poslati in tudi vi ste na prvem mestu, je osebni izstop iz WHO. In tle se vidi, da ne gre za državo, da gre za oseben pristop. Ne? Recimo, če se nekdo podpiše samo z imenom, nekdo se podpiše z imenom in priimkom, nekdo se podpiše z izobrazbo, ime in priimek in še kaj zraven, direktor tega in tega. Vsak tak izraz, ki se s podpisom izraža, ima svojo govorico. Torej, tisti, ki se podpiše z imenom, samo z imenom, pomeni človek. Če pa da zraven priimek, da pa še fizično osebo zraven. Če pa napiše, da je državljan, je pa potem pač še pravna oseba zraven. In tako naprej in tako naprej. So to zelo zanimive stvari. Tako da vam predlagam, da se podpišete v bistvu z imenom in z priimkom, zaradi tiste številke gori, ker je ZZZS in kot fizična oseba, se pravi, jaz, Mihael, upravljam mojo fizično osebo, ki izstopa iz te organizacije. Ko sem izstopljen, potem sem samo še Mihael, ker sem ta akt anuliral. To se pravi, spodbujamo državljane, da delujejo v skladu s svojimi proaktivnimi prepričanji in željami glede osebnega zdravja in temeljnih človekovih pravic. Naša odločitev ima poseben pomen in nam omogoča, da proaktivno sodelujemo pri oblikovanju naše zdravstvene prihodnosti. Ne čakajmo na ponovne prisilne in zdravju škodljive ukrepe, na katere sedaj še imate vpliv. Zdaj še imate vpliv, vsi še imamo vpliv. Ja, lahko se podpišemo tudi z UCC, bravo, Bojana, hvala. Z UCC podpisom napiši še, kako naj se podpišajo člani, tamle daj kar vzorček, Bojana Đoković, fino, da bodo vedeli naši člani, tisti, ki še niso seznanjeni, kako se podpiše, kar tako napiš, kot da bi se ti podpisala, da bodo vedeli. Zelo dobro, hvala, ja. In še imate vpliv, preden vam povzročijo ponovno zdravstveno, psihološko in gospodarsko škodo, brez povratka po morebitnem sprejemu mednarodnega zdravstvenega pravilnika. Spoštovanje, Mihael Belis. Obrazec je narejen specialno za izstop iz WHO in to je pismo državljanu z navodili in z razlogi, pa tudi z datumom in naslovom, kako se opremi kuverta. To je to prvo pismo. Tukaj je ta naslov na sredini. In to je to pismo. Najde se v teh naših vabilih in pa tudi na mojem Facebook profilu lahko najdete. Evo, dvopičje podpis, evo, tele vidimo dvopičje Bojana, podpičje Đoković, vejca AR. Evo, to je v bistvu, da sem jaz v bistvu samo avtor podpisa, za vse ostalo pa dvopičje dvakrat. Aha, jaz sem videl podpičje. Si se zmotila, nič hudega. V redu, zdaj gremo pa na ta formular, toliko samo da vam povem, sicer je tukaj, mislim, da so navodila dovolj jasna. Takole, tukaj, če pogledate, je najprej ime pa priimek, od zgori,
Zdaj, če se to vidi, se ne vem. Ja, ok. Ime pa priimek, potem napišete, samo moment, državljanka, da, državljan, potem tukaj noter so kvadratki, datum rojstva, naprej, a ne. Potem imamo poštna številka in kraj, naslednja vrstica, mislim, da to ni nobenega dvoma. Pol je pa ZZZS številka, ja. Tam ima v tisti celi kvadratek je presledek, ki je na ZZZS kartici, in pa QR koda, če to QR kodo poskenirate, se vam obrazec samodejno naloži v mobitel. In si ga lahko po mailu pošljete, ali pa ga z mobitelom kar sprintate, ali pa kako drugače. Prosite nekoga, da vam tudi to sprinta, recimo, a ne, kar imate na mobitelu in se da po mailu naprej tudi odposlati. Pol je pa treba samo še napisati kraj in datum, se pravi kraj in datum. Podpis tega formularja je pa potem tlele na koncu dolje. Kraj in datum so pa tle na vrh gor. Ja. Tukaj, če bo hotel kdo direktno kodo poskenirati, jo lahko zdaj le poskenira. Ne vem, če bi to delovalo, po moje bi delovalo. Če z mobitelom to poskenirate, če kdo želi, evo, cek, ne vem, po moje bi morali delovati. Naredite si print screen, a ne, pa pol poskenirajte z mobitelom to kodo in, čakajte, bom dal še malo bližji. Jo bo, ja, evo, takole. Dobro, zdaj gremo pa čez ta formular, pa bomo pa malo debatirali še o tem, če bo kakšno vprašanje. Tukaj, kjer piše place in date, je v bistvu politika varstva osebnih podatkov, s katerimi se operira skladno s 13. in 14. členom uredbe Evropske unije, GDPR. Republika Slovenija je potem naslov Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, ker gre za izstop iz WHO-ja, iz zdravstvene organizacije, ki v kompletu vodi in vpliva na Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. In ministrstvo se v času epidemije in pandemije absolutno vodi in usmerja na podlagi pravil in navodil WHO-ja. Tako da smo tukaj naslovili izstop državljana Republike Slovenije iz Svetovne zdravstvene organizacije, SZO, njenih podsistemov v EU in Sloveniji. V čem je problem? Problem je v tem, da tudi Evropska unija piše direktive in se mora slovensko zdravstvo in seveda tudi ostale organizacije, ki pomagajo pri vsem tem projektu, a ne, na podlagi priporočil WHO-ja držati vsega tega. Tako da tle smo zajeli noter pravzaprav vse. Tukaj je pa potem še enkrat državljan, državljanka Republike Slovenije in EU, pa še enkrat napišete, tukaj je v bistvu, ne še enkrat, pač pa prvič, napišete ime in priimek. Moja ocena je, da se tukaj napiše ime in priimek jasno s tiskanimi črkami, ker ne gre za podpis, pač pa gre za informacijo, da ne pride do napake v tem formularju, da se točno ve, za katero osebo gre, to se pravi, tu je tale črta. Tlele je treba ime pa priimek izpisati, ne, tole. Okay. Potem je naslov, tukaj, komu se to sporoča, da se sporoča dr. Tedrosu Adhanonu Ghebreyesusu, generalnemu direktorju Svetovne zdravstvene organizacije, ja, sedežem WHO. In tako, potem pa je sicer malo daljša razlaga, a veste, ta izstopnica bi lahko bila v bistvu zelo kratka, izstopam, bla, bla, bla in konc, ne. Vendar, ker smo priče tolikim kršitvam, je prav, da se te kršitve navedejo, utemeljijo in so napisane tako, da dejansko skozi ta dejstva navedena tukaj notri ne more pravzaprav nič narediti. Tudi ne bi rabo nič narediti, ker svobodna volja je, da se človek opiše, svobodna volja je, da se človek izpiše. No, pa gremo tole, se pravi, pravica do samoodločbe, Ustava Republike Slovenije, 3. člen. Ustava Republike Slovenije določa, da je Slovenija
država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. To vključuje pravico do odločanja o zdravstvenih odločitvah. Omejevanje človekovih pravic določa ustava v 16. členu. V času izrednih razmer slovenska ustava ne dopušča nobenega začasnega razveljavljanja ali omejevanja pravic, ki so določene v členih 17, 18, 21, 27, 28, 29 in 41. člen. Problem je, da je ta člen 16. tako napisan, da redko kdo gre naprej teh 2, 4, 6, 7 členov brati in potem ne ve, kakšne so njegove pravice. Ljudje sploh ne vejo, da je 16. člen tisti, na katerega se lahko v izrednih stanjih, v času vojne, v teh stvarih obrnejo. Jaz sem to vedel, zato sem takrat tako raboko delal leta 2020, od marca naprej, ker sem vedel, da ne smejo. Ljudje pa tega niso vedeli, zato ker noben pač se s tem ni ukvarjal. Jaz sem se pa ukvarjal in sem poznal to stvar. Ker se v času epidemije in pandemije COVID povsem zanemarilo, tudi preko priporočil Svetovne zdravstvene organizacije. Oni so kar kršali vse so kršali, vse po vrsti. Točno veste, da je pravo naenkrat izginilo, odvetniki so bili tiho, pravniki tiho, stranke v državnem zboru se naenkrat niso več kregale, vsi so si bili prijatelji, vsi so delali kot eden, združeno, nikomor se nisi mogel pritožiti, naenkrat si bil prekrškar, naenkrat smo kazni dobivali, skratka, katastrofa. No? V izogib ponovnemu kršenju in povzročanju smrti in bolezni se zato dokončno odrekam pravici do vključenosti v vašo organizacijo, kot tudi pravici do izpolnjevanja zakona o nalezljivih boleznih v Republiki Sloveniji. Ali vi veste, da zakon o nalezljivih boleznih pravzaprav ne loči med boleznijo in med okuženostjo? Ne definira, kaj je okuženost in ne definira, kaj je bolezen, ampak je to zakon o nalezljivih boleznih. To je kar neki, en surogat, s katerim lahko delajo z ljudmi, kar želite. In to se je skozi zgodovino tako oblikovalo. Ko reče človeku zakon o nalezljivih boleznih, noben virus ni nalezljiv, lepo prosim. Virus pravzaprav kot tak, vemo, kaj je to. To je mrtva stvar, ne? Ni pa več mrtva, če ti jo dajo noter v telo, takrat pa marsikaj noter naredi v telesu, takrat se pa stvari začnejo spremenjati, ampak o tem, to zdaj ni tema. Se pravi, lejte, samo meni, da tukaj najdem tale stavek. V izogib ponovnemu kršenju in povzročanju smrti in bolezni se zato dokončno odrekam pravici do vključenosti v vašo organizacijo, kot tudi pravici do izpolnjevanja zakona o nalezljivih boleznih v Republiki Sloveniji, ki bolezni s svojimi ukrepi namerno povzroča namesto zdravi, predvsem iz razloga, ker zakon o nalezljivih boleznih ne loči in ne razlikuje med okužbo in boleznijo v času razglašene pandemije, kar je pogubno za zdravje in življenje ljudi. Vezano za navedene člene iz tega dopisa ne priznavam nobenih nujnih primerov izolacij, karanten, obveznega cepljenja, omejevanja svoboda gibanja in zbiranja ter drugih ukrepov, ki so utemeljeno zgolj medicinski poskusi brez dokazanega izboljšanja ali varovanja zdravja ljudi ali javnega zdravja kot tistega konstrukta, zaradi katerega je zakon o nalezljivih boleznih in mednarodni zdravstveni pravilnik napisan kot kontrolni element nad prebivalci brez zaščitnega ali zdravilnega efekta. V primeru kršitve zahtevam pravna jamstva v kazenskem postopku in zdaj smo v 16. členu, kjer se to mora izvajati. Če ti nekoga tožiš, to piše, da ne sme biti razveljavljeno. Ne med emergency, ne med vojno, nikoli. Sodišče mora vedno funkcionirati. To je pravilo.
Vsakomur, ki je obdolžen kaznivega dejanja, morajo biti zagotovljene določene pravice, vključno s pravico do priprave, obrambe in zagovornika. To se pravi, vsi, ki se nismo cepili, smo bili obravnavani kot kriminalci, kot največji kršitelji, kot največji ne vem kdo. Tisti, ki škodimo drugim, zato ker ne gledamo na druge, ker se ne cepimo, ne, poznamo, ne. Zaradi babice se cepi, ali pa zaradi sladoleda, ali pa zaradi hot doga in zaradi drugih neumnih obljub in medijskih propagand. Ne. Se spomnimo. Svoj izstop utemeljujem na členih Ustave Svetovne zdravstvene organizacije, ki določajo članstvo in izstop iz organizacije. Na podlagi teh navedenih členov in zakonov ter upoštevajoč svojo pravico do samoodločbe glede zdravstvenih odločitev, se distanciram od državnih ukrepov in pravil, ki izhajajo iz priporočil Svetovne zdravstvene organizacije in iz Mednarodnega zdravstvenega pravilnika IHR. Izjavljam, da noben izmed ukrepov, če bi do njih prišlo, ni veljaven niti uporaben zame in jih zato nisem dolžan spoštovati ali izvajati na podlagi vladnih predpisov, ki izhajajo iz priporočil Svetovne zdravstvene organizacije. Nalezljive bolezni, ki to niso, so idealen izgovor za zlorabo oblasti. Zakon o nalezljivih boleznih daje oblast državi in zdravstvenim organom za izvajanje ukrepov, kot so karantene in izolacije. Oblasti so nedavno to možnost močno zlorabile in omejevanje državljanskih pravic in svoboščin ter kršile temeljne človekove pravice s preseganjem pooblastil, ki so jasno in nedvoumno definirana z zakonom in ustavo. Izvajala se je naklepna družbena stigmatizacija z izgovorom za izvajanje zdravstvenih ukrepov, ki jih predpisuje zakon in so urejeni na način, ko uvajajo prepovedano in nedovoljeno stigmatizacijo posameznikov, ki so zgolj na podlagi suma okuženi ali se zdijo okuženi na pogled ali celo na prijavo neznanca. Ta nestrokovnost in ohlapnost zakona se zlorablja in uporablja za uničevanje tiste zdrave in miselno sposobne populacije, ki je državi v napoto, kar vodi v izolacijo in diskriminacijo ter negativno vpliva na psihično in fizično zdravje vseh posameznikov ter celotne družbe in celotne družbene klime. Zdravstveni predpisi predvidevajo protipravno omejevanje svobode gibanja in zbiranja brez družbenega konsenza. Zato zakon je urejen tako, da omogoča oblastem prekomerno in nezakonito omejiti gibanje ljudi ter prepovedati množična zbiranja v času izbruhov nalezljivih bolezni. Takšni ukrepi vplivajo na posameznikovo svobodo gibanja, družabno življenje in pravico do svobode izražanja, kar omejuje temeljne človekove pravice in svoboščine. Mednarodni zakon WHO in zakon o nalezljivih boleznih omogočata oblastem uveljavljati obvezno cepljenje brez izrecnega soglasja posameznika pod krinko pod prikrito prisilo pogojevanja. Čeprav so obvezna cepljenja, tukaj sem naredil pravih cepiv pomemben del javnega zdravja. Vemo, kaj so cepiva, ampak to sem naredil zato, da se izpostavi ta strupeni del. Obstaja upravičen strah, da bi se takšna pooblastila tudi v prihodnje zlorabila za morebitne neetične medicinske prakse, kot se je to zgodilo v času razglašene in v času že pretečene epidemije COVID-19. Dolgotrajne karantene in izolacije so povzročile prekomerno psihično stisko in neštete samomore. Priča smo bili nečloveškim in dolgotrajnim karantenam in izolacijam ljudi, kar oblasti zlorabljajo za svoje prikrite dejavnosti in nadzor. Ta možnost podaljšanih karanten ali izolacij brez jasnih postopkov za sprostitev povzroča dodatne fizične in psihične težave za posameznike, kar ogroža njihovo zdravje in varnost in življenje. S tem izstopom iz Svetovne zdravstvene organizacije, kljub mednarodni pogodbi, ki je sklenjena z Republiko Slovenijo, ne posegam v njeno pravico biti in ostati članica. Zato Svetovna zdravstvena organizacija s svojimi strukturami in podsistemi
niti Republika Slovenija, niti tretja pooblaščena oseba, policija, varnostne službe, zdravniki ali osebe drugih organizacij, v nobenem primeru, niti v primeru nujnih ukrepov emergency in aktivacije zakona o nalezljivih boleznih v Republiki Sloveniji, po aktu tega izstopa ne smejo omejevati moje svobode gibanja po državi ali po državah znotraj Evropske unije, kar je skladno z veljavno pogodbo o pridružitvi Slovenije v EU, niti kakorkoli drugače omejevati pravic do osebnega odločanja o zdravju v času razglašenih epidemij ali pandemij ali v primeru izrednih dogodkov ali stanj v Sloveniji ali državi, ki je članica Evropske skupnosti. Ta odločitev je dokončna in nepreklicna, ter izraža mojo temeljno pravico do samoodločbe v zvezi z zdravjem. Hkrati izjavljam, da Svetovna zdravstvena organizacija, SZO, po mojem izstopu nima več nikakršne pristojnosti ali možnosti odločanja nad mano, nad mojim telesom, nad svobodo gibanja, izražanja ali nad mojim zdravjem, kakor tudi ne nad zdravjem mojih otrok, ukolikor so mladoletni. Ta pisni dokument je jasno izražena svobodna volja, zato zahtevam, da je spoštovan in nepreklican izraz moje dokončne odločitve izstopa iz Svetovne zdravstvene organizacije ter iz vseh zdravstvenih drugih podsistemov, ki vplivajo na moje zdravje in življenje v Sloveniji in v Evropski uniji, EU, vse do pisnega preklica te izstopne izjave. S podpisom se to potrdi, da v pisemsko ovojnico in, kot smo rekli, pošle. V redu, zdaj pa lahko debatiramo. Jaz se opravičujem, da mi je vzelo malo več časa za branje, ampak evo. Ja, tukaj sprašuje Maja, Mihajla, moramo člani to pisati ali smo avtomatsko not? Člani društva Belis smo izstopili z društvom, vsakdor je član avtomatično, seveda je tudi izstopil, ampak kaj se zgodi, ne? Fajn je tudi osebna odločitev, eno je društvena odločitev, organizacija, to je kot politični manifest, recimo ti si član politične stranke, ampak takrat, ko dobiš člansko izkaznico, a ne, se s tem izkazuješ. In mi imamo člansko izkaznico, se izkazujemo z pripadnostjo s to člansko izkaznico, imamo tudi zdaj zakon, ki je na naši spletni strani uradno objavljen, razglašen, in te stvari so zdaj postale za naše člane, strogo za naše člane. Ker pa gre za svetovno zadevo, to je zdaj naše društvo, ker gre pa za svetovno zadevo, ne zadeva samo društva, ampak vse prebivalce Slovenije, in mi smo hkrati vpleteni tudi v tekoče družbeno dogajanje. Ne poznajo vsi in povsod društva Belis. 23 ali 25 strani našega zakonodaje v situaciji, v kateri se človek lahko znajde, ne bo šel nihče brati. Edino, kar je, če imate izprintan tisti aneks od uradnega lista, kjer so naslikani naši dokumenti in tisti zakon pokažete, da je ta dokument vaš, je to ena opcija. Hkrati pa tudi potrdila, ki smo jih dali na našo spletno stran, so tudi potrdila, pa v mailih, ki jih dobivate, je to, da smo poslali po pošti obvestilo, izstopnico in tudi kaj smo poslali. Vse to je noter. Ampak to je dolga procedura, medtem ko če pa vi imate samo eno izstopnico in takole listek zraven, pripet, da ste to poslali, pa člansko je to veliko lažje za komunikacijo z ljudmi. Že to, da mora to odločbo prebrati vašo, oziroma izjavo, to izstopnico, se bo unmo, ko bo to bralo, ko bo tle do konca prišel, je razorožen in besedno, in psihično, in fizično, in mora to spoštovati. Se vidi, da je to osebna odločitev. Oni morajo delati s konsenzom. Nas prevarajo na razne načine, da pristanemo z obljubami, pa z nagradami, pa tombolami. V Avstriji so celo naredili bordela, in so rekli, kdor se bo cepil, bo lahko eno noč šel za ston v bordela, in so tam une ženske tam pregovorile, ne vem, to so bile hude stvari, svinjarije počenjajo,
samo zato, da bi ljudi navlekli, da bi razmišljali popolnoma drugače, sam ne o svojem zdravju, pa o svojih odločitvah. Tako da ja, prav je, da se osebno izstopi tako in da si še član zraven. Pa imaš v bistvu še hrbet pokrit z društvom. Medtem ko državljani in državljanke Republike Slovenije, ki niso člani društva, seveda lahko takarkoli tudi postanejo, ni problem, vstop v vpis je prostovoljen, ampak v bistvu so takrat postavljeni sami zase. Oni so izstopili, ampak nimajo nobenega kritja, nimajo nobenih, bom rekel, prijateljev ali pa zaledja, koga poklicati, da stopimo skupaj, da si pomagamo, ker to je ključna stvar, da smo skupaj. Največ je, da smo skupaj. V redu, tle še eno vprašanje. Jaz imam vse listine vedno s sabo in si vse kopiram. Ja, Maja, super, super. Tanja, katere črke za vpis imena in priimka v formular moramo uporabiti, velike in male? Vpis, samo podpis, glej, podpišeš se lahko, kot je predlagala prej Maja, čakaj, nekdo je bil že to, Bojana, ja, Bojana, lahko se tako podpišeš, ampak moraš vedeti, kaj ta podpis pomeni. Potem pa je še to, da se podpišeš normalno, lahko z veliko začetnico, ime in priimek, tako kot se podpišeš, medtem ko pa črke za vpis imena in priimka pa naj bodo velike črke napisane, zato da se jasno vidi prebrati. Tudi kot pravna oseba izstopiš, zato ker smo kot pravne osebe tudi vključeni. Mi smo vključeni kot državljani, nas kot pravne osebe obravnavajo tam. In moramo kot pravna oseba tam izstopiti, to izbrisati in potem ostanemo ljudje sami zase, brez te fasade, brez te magije, brez tega, kako bi rekel, brez te tihe privolitve. Zato, ker smo živi, veste kaj, kdo je tiho? Tiho je mrtev človek. A veste, velike črke so samo napišejo na pogrebnih spomenikih, so velike črke napisane in to nam napišejo na osebno izkaznico za pravno osebo. In zdaj, če te velike črke mi jim vrnemo nazaj, mi ostanemo samo živi ljudje, ki smo to rekli, mi pa nismo to, hvala lepa za vašo ponudbo, tam imejte svojo čarovnijo, mi živimo naprej naše življenje. Tako da, evo. Mihaj, neki odziv je bil iz Anglije, kako je pa s tem? Moram vam povedati, da sem jaz tako vesel. Dr. Peter Hallingan je napisal na naš Zoom, o našem Zoomu v svetovno javnost, je napisal članek, ljubi Bog, čakajte, če ga najdem, ga lahko šeram z vami, pa vam povem, kaj sem ga prevedel. Če se strinjate, kaj je on naredil, mislim, on je res, to mene je toliko presenetil človek, da nekaj neverjetnega. Samo da najdem. Evo, to je, lejte, objava na Facebooku. Včeraj sem jo objavil, evo, 10 do 8 zjutraj. Tako, ja, ključna je zavest individualne in državniške osebne suverenosti. Posamezniki so suvereni, ne suverene države lahko izstopijo iz svetovne zdravstvene organizacije, WHO pa tega ne storijo, torej posamezniki lahko uveljavljajo svojo suvereno pravico državljanstva do individualnega izstopa iz WHO. In tukaj je on, čakajte, jaz vam lahko tale link vsem dam v chat. Zato bomo, evo tukaj, to je ta link, tukaj je javen. In on je tule, to je zdaj v slovenščini, tukaj na koncu, čakajte, imam jaz celo njegov originalen link, evo. Tole je on to zapisal, tam da se odpre. Evo, Peter's Newsletter, Individual Sovereign in takole naprej. In tukaj opisuje to, kar piše in tukaj omenja tudi veliko spoštovanje Mihaelu, a ne? Res sem bil vesel, moram reči, da sem solze v oči dobil. Tukaj navaja on še druge linke, kako so ljudje lahko suvereni, na kak način so še druge razlage zraven, ki jih on daje. In tukaj, gledajte, je označil Belis Zoom, sobota 9.9. ob 19. uri in ta naše naslove, kako je papir lahko nevaren.
in je to polinkal, gledajte, to je po celem svetu, zdaj gre tale naš Zoom, a ne, to pismo, ki smo ga poslali tukaj za šole, ne spregledajte toplih trenutkov in pa društvena diplomatska nota in tu osebni državljanski izstop. In tukaj, če kliknete, je pa ta izstop, o katerega smo zdaj brala, ne, je vse tole in se da to prenesti dol, ta izstop. In še tu je dal posebej link do PDF-a, se pravi, človek se je mogel kar potruditi, ker je slovensko, ne, vsakemu čast moram reči, Angleša, ne, dela v parlamentu, sicer je v pokoju, ampak je zelo aktiven in tukaj, gledajte, osebni civilni izstop iz Svetovne zdravstvene organizacije, razpreda o tem tudi še druge stvari naprej, velik članek je napisal, tukaj je dal naslov tega, ki smo ga tudi mi dali, in tukaj je rekel, kje se da še vse naslove dobiti. In na koncu ugotavlja, aha, sploh se ne da dobiti, oh wait, you can't, he is untouchable. Tudi ko tukaj napiše adres dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, piše na spletni strani adres, ko klikneš, te počaka njegov film, glejte, bom jaz to odprl, da boste videli, te počaka v bistvu njegov film in ni nobenega kontakta, ni možnosti, kako bi rekel, z njim kontaktirati, ampak tle samo kar en video ti da, ne, glejte, to je kontakt. Torej, on meni nagovarja skozi video, jaz nimam možnosti njemu karkoli poslati. Glejte, on tukaj da in on zdaj mene prepričuje, kak je on veliki direktor, tu piše adres in to je njegov adres. Ne? To je zdaj njegov adres, ki tukaj ga ni, tukaj ni nič in to je njegov video in to je njegov adres. On sploh ne rabi ne ulice, ne nič, a vidite, ne, tle, to, ne bom niti vključeval tega, kar tle govori. In to je Peter je napisal, zanimivo, a ne, on je nedotakljiv, se pravi, ampak lahko pa kontaktirate tukaj WHO INT in tukaj lahko en formular izpolnite, pa date svoj message, a ne, pa. Ampak spet ne moreš njemu pisati, pišeš WHO-ju. Oni imajo tako narejen sistem, da če ti pišeš WHO-ju, ti pišeš v bistvu pravni osebi, ne pišeš njemu osebno, ker če njemu osebno pišeš, so stvari precej drugačne. In zato je narejen ta naslov tako, da se piše ime in priimek njega in ta naslov ustanove tam, noter je navedeno, da je on seveda generalni direktor te organizacije kot odgovorna oseba, fizična odgovorna oseba in jaz kot fizična odgovorna oseba pišem njemu, da izstopam iz te organizacije. Če je drugače narejen, ne gre skozi. To so precej tehnično pravne stvari, ne, tudi diplomatske note, ki smo jih pošiljali. Jaz sem se precej mogel pozanimati, kako se pravilno naredi. Imam prijatelja, ki pač, hvala Bogu, mi je pri tem pomagal in sem mu še danes hvaležen. Tako da, evo, to je, glejte, tukaj še drugi ljudje komentirajo zraven, pa še drugi članki so. Tako da imate v bistvu vse na tem linku, ki sem vam ga poslal, je tukaj seveda slovensko in vsi ti linki in prevod, no, tega članka. Zelo, zelo, zelo lepo, on je to 10. septembra, meni je to prišlo v bistvu v nedeljo ob 1:30 popoldan v predalnik, Peter, a ne, pismo, ponavadi piše pisma, dnevna, in gledam. Slovenija izstopla, ne? Veste, kako sem se počutil, sem mi Viljani pokazal, tudi ni mogla verjeti. In to je ena res velika potrditev. In zdaj se v okolici seveda jasno, da se dogajajo stvari, a ne? Dogajajo se, po vsem svetu se dogajajo, ne? Tako da tlele, ja, na tem mojem imate Facebooku še marsikaj drugega, ampak v glavnem to. Kar se tiče zdaj tega formularja in hvala, da si me spomnil, Boris, srčna hvala. Ja, super. Krajni čas, da odidemo iz organizacij, katere delujejo proti človeštvu. Bojana, drži, strinjam, absolutno. In to je, ja, nujno. Ok, mislim, to je nujno, ja. Današnji Zoom, to, kar se mi pogovarjamo, ja, zakaj ne, se to
To mi objavimo potem te pogovore, jasno, da objavimo. Da mi tudi damo njim vedeti, kaj se mi pogovarjamo. Oni dajo nam vedeti, a ne? Mi pa damo njim vedeti, kaj se mi pogovarjamo. Tako da smo si tako v bistvu v neživi formi si sporočamo, a ne? Eno je to, da si člani lahko pogledajo, drugo je pa to, da si tudi kdo drug lahko pogleda, a ne? Kako smo pa mi v nenehni pripravljenosti, ker oni imajo ta emergency pa preparedness, mi pa tudi imamo preparedness, pa tudi imamo emergency, pa tudi imamo priložnosti, mi imamo zdaj to, bom rekel, nujno stvar, ki jo moramo speljati. Do 20. novembra je treba ta izpis narediti čim več ljudi. Obvestite jih, povejte jim, ker marsikdo ne ve. Ne ve, sanja se mu nekaj se dogaja v svetu. Ali pa si ne upa. Kaj pa bo zdaj z mojim zavarovanjem zdravstvenim? Ja, nič pod milim nebom, samo ti se odločaš, ko izstopaš iz tega, ti se odločaš. In ko se odločiš, ko že plačuješ zdravstveno zavarovanje, da te bo ta doktor zdravo, tako kot mu ti rečeš, ko se vidva zmenta. Ne pa, da te kar prisilijo v nekaj. V redu, posnetek, ja, bo posnetek, Sabina bo. Dobro. Zdaj ste pa vi na vrsti, jaz sem že preveč govoril. 20 minut sem govoril, Madonca, več, koliko? 1 uro, ojoj, koliko je že ura? A toliko časa, ojoj. Kje so vprašanja? Se je težko karkoli vprašati, ker človek mora kar nekaj. Ja. Blanka, povej, nisem slišal. Blanka, nisem slišal, kaj se... Vprašala sem, če lahko nekaj vprašam. Zato smo tle, normalno. Jaz sem večen zamudila. Ja. Ja. Za tele kuverte ste se nekaj pogovarjali že, kakšne morajo biti, ali ni predpisano. Ne, ni predpisano. Pa kam se napiše ta naslov na desno, tako kot pri nas, ali bo levo, ali sredina, ali to me še zanima. Ja. Na kuverto se napiše levo zgoraj tvoj naslov, desno spodaj se napiše, Ja. desno spodaj se napiše pa tale naslov, a ne, ki sem ga prej pokazal, tale od, vidiš tale, ne? Ja, Ja. desno spodaj. To je prva stran kuverte. Potem, Tudi tista, vse kuverte nosi diplomatsko noto. Isto, to je vse tako, kot je oblikovno tle na vzorcu. bravo, bravo. Ja, točno tako. Okej. Super. Potem je pa to priporočeno, poznaš, a ne, to, kako se spomne, Ja. potem povratnico tudi, Pa a ne. povratnice. Ja, povratnica, ne, se pa napiše glih obratno, se pa v levi zgornji kot napiše naslov, kamor pošiljaš, desno spodaj pa tvoj naslov, zakaj? Zato, ker potem iz unga naslova, ne, prihaja do tebe. Mora biti pa seveda obrnjeno, ne? Ja, to je isto, kot pri nas. Ja, tako da to je to. No, to je isto, kot pri nas. Ja, in seveda Velikost? potem, a veste, da imate sledilno številko, v Google napišete, recimo Ja. jaz ponavadi kar napišem sledenje pošti, a ne priporočenje ali pa s povratnico, sledenje pošt, ja, evo, sledenje pošta. In takoj da tukaj sledenje poštnih pošiljk, krasno, a ne, se odpre obrazec in glejte, tule vam bom dal v ta direct message, a ne. Samo moment. Takole. No. To je, ko vtipkate številko, je treba vedeti, katero številko se vpiše. Aha, imam tle vzorec. To je tista številka, ki nosi takole, pokazal vam. Ta številka, kjer piše potrdilo, pa tle, ki je nad barkodom. Tukaj je nad barkodom, se vidi tle ena številka, tole. Ne, tle. Brez presledkov se mora vpisati v tisti formular.
se stisne enter, imajo še neko preverjalno kodo in vam točno pokaže, kje se pošiljka nahaja, v tranzitu, ali je prišla, ali čaka, ali so jo prevzeli. Tako da, to je to. In nam je zdaj to kazalo en mesec skozi na istem mestu. Za VHO je kazalo, da je bilo prevzeto, a ne? Tam pa, da čaka na dostavni pošti. In to zdaj tako stoji tam, ne? Mi smo dali reklamacijo, zdaj bomo pa videli, ta teden moramo dobiti obvestilo. Oni zdaj to raziskujejo, kje se je zataknil. Zanimivo je pa, da se je pri obeh, nobena povratnica ni prišla nazaj. Zgleda, da to zelo žuli, ne vejo zdaj kaj narediti. Ker mi nismo tiho. Mi nismo tiho in smo dali jasno povedati, da se s tem ne strinjamo. A veste kaj? Mi smo dali glas politikom. Oni ne bodo naredili nič, ker so vsi koruptivni, podkupljeni, delajo, zdaj se naenkrat stranke vse razumejo, noben se ne krega, če se kregajo, je to zgolj zaradi dogovora, da zgleda nekaj, a ne, v resnici pa ne. In čas pa teče. In teh fint imamo dosti, zato smo proaktivni državljani, zdaj to že par mesecev delamo, začeli smo to s tistim sestankom, ki smo ga imeli v Šmartnem pri Litiji, takrat sem jaz te ideje predstavil pod kozovcem slovenskim. Imeli smo se lepo, bilo je čudovito in takrat smo sklenili, da gremo v to in se dela intenzivno zdaj na tem. Potem je prišla pa še ideja za ta individualni izstop. Sem rekel, pa sej smo ljudje, ki imamo samo odločbo v 3. členu, samo odločba, pazite, samo odločba in preko volje, se pravi preko volitev, preko sistema, a ne? Zdaj, ni pisal ali, ampak in, ne? Zdaj, jaz lahko grem ali v Maribor ali v Celje. Ne morem v oboje iti, ampak ker je pa in, lahko pa oboje. Grem v Maribor in v Celje. Ne grem ali, ampak grem in imam obe možnosti. Razumete, kako je to prefrigano narejeno? Ne? Tako da je treba dobro znati brati. Ja. Sabina. Ja, prosim. Lahko samo še velikost kuverte je pomembna, mora biti A4 ali lov. Mi smo dali A4, ker smo imeli še zakonodajo noter, ampak tole pa, če daš ta dva lista noter, pa na polovico, pa tudi, če je Amerikanka, ni problem. Amerikanka ali A5, cenejši je Amerikanka, no. A5 je malo večja, malo dražja, ker je malo težja, par gramčkov, ampak za tako stvar bi jaz dal kar A5, ne. Zaradi povratnice, pa da je lepo prostor za naslove napisati. Ja. Tako da ja. Hvala. Ja, prosim. Nisi kaj dosti zamudila, tako da smo bili od začetka kar to smo isto. Mihael, zdaj bi pa še jaz imela eno vprašanje. Ja, reci. No, mene pa zanima, ko si poslal to vse na SZO, pa na ZN, ne, in si hkrati obvestil tudi naš parlament. A so naši kaj odgovorili? Ne še. Namreč, mi jih lahko obvestimo šele, ko imamo kompletno dokumentacijo, ne? Jaz lahko obvestim, da smo napisali. Ja, ne, čakaj, je en protokol, ko eno stvar zaključiš, narediš naslednji korak, ne? Zdaj zadeva je taka, mi smo si dali 3 mesece časa za ta obvestila, tudi po zakonu, in mi smo imeli 15. julija, smo to sprejeli, ne? 15. avgust, 15. september, 15. oktober je potem zadnji čas v teh 90 dnevih, da to uredimo in če pošta, zato pa zdaj pošta raziskuje to in nam bo pošta dala potrdilo, kje se to nahaja, potem bomo pač obvestili samo predsednico države in pa predsednika državnega zbora, ne državnega zbora, predsednika vlade, ker predsednik vlade obvesti vse ministre, predsednik države pa glede na to, da ima vojsko čez, ne, in vojska pri vsem tem pomaga, pa tudi prav, da je obveščena, da ne bojo kakšni vojaki nam tle po glavi srali slovenski oziroma kakšni drugi, ki bojo dobili kakšne naloge, ali pa kakšni United Nations, zato da imamo vsaj tle obvestilo, da predsednik ve, in če se karkoli zgodi, je predsednik države kriv, avtomatično, ker je bil obveščen, ne. Jaz sem veliko o teh stvarih razmišljal. Tako da
tle jim bomo dali vedeti, pisno. Petra, hvala za vprašanje. Tole je bilo, vprašanje izpolnimo v vseeno, lahko pošljete slovenski formular ali pa angleški formular. Zakaj sem naredil oba formularja? Najboljše je angleški formular, zato ker Tedros ne razume slovensko. Ko dobi tam Slovenc, ki dela na WHO-ju s srcem in dušo, bo za njega naš izstop nesprejemljiv, ne? In bo prevajal lahko čudne stvari. Jaz si to tako predstavljam, ker vem, kako je v sodnih zadevah. Eno vejico spremeniš in tako naprej in to vse zveni drugače. Zato smo rekli si tudi v naši zakonodaji, ko smo pošiljali, pa naše te stvari smo poslali v obeh. Mi smo poslali v obeh kot društvo, ampak kot posamezniki predlagam, slovenski formular je narejen zato, da ga razumeš, izpolni pa angleškega, ja, izpolni angleškega in pošlji angleškega, ker ga bo dobil v roke. In bo takoj obveščen in bo takoj vedel, zakaj gre. Ker če bo pa vmes še prevajalec, mislim, to so take tehnične stvari, no. Ja, angleščini se pošlje tako, ja, prosim. Super, ja, v angleščini, seveda on ne razume slovensko. Tam, če bi pa en Slovenc v angleščino prevajal, dobro, sej, ne rečem, da bi koga obtoževal, ampak hitro se kaj zgodi, veste. Eno beseda se narobe obrne, en stavek, ne. To je kakor, če vam jaz rečem, če kdo ve, kaj pomeni farmacija, ne. CIA, a veste, kaj je CIA? Ameriška policija, ne? CIA, ne? Farmacija. In mi smo zdaj nas vodi kdo? Zdravstvo. Farmacija. Ja, čisto preprosto. Ampak ljudje ne razmišljamo, v glavnem ne razmišljajo tako. In medicina je zdaj postala v bistvu bela vojska, no. Pa cerkev, ti moraš verjeti, ti moraš verovati, da te bo cepivo, ne. To je zdaj nova religija, nova vojska, novi napadi. Skratka, jaz temu rečem novi duhovni politični strup, ne. Tako da WHO je postal nova katedrala, nov Rim, WHO postaja v bistvu novo svetišče, Tedros nov papež, stvari, glejte, grejo, vidno se transformira ta svet v čisto neko drugo kačo strupeno, no. Tam so imeli narisano v Vatikanu, tle iz WHO-ja prihaja pa živa tebi pod kožo, tle do doma, ne. Ja, čakaj, nekdo je hotel tle še nekaj spraševal, pa nisem. Sabina, ne morem govoriti, me pa zanima, ker je res veliko polemik in nisem še uspela pobrskati, kje je bilo govora, vpis gotovine v ustavo. Ja, ne in zakaj. Povemo še o tem kakšno besedo. Me zanima. Ne vem, jaz sem ob prvem predlogu takrat skočil v luft in kaj se je zgodilo, spremenili so iz 152.a, so spremenili v 50.a člen. In kaj 50.a člen? To je sociala, a ne? Vsak, kdor je bil že na sociali, je izgubil službo, pa je to in tako naprej, kaj? Je bil totalno pod kontrolo, bančni račun pod kontrolo, računi pod kontrolo, vse, nisi smel nobenega drugega dohodka dobivati, vse je bilo pod kontrolo, ne? In to gre v socialne točke, v ta člen, ki so ga zdaj spremenili v človekove pravice, ne? In jaz bi vam takole nekaj povedal, glejte, takole. Ja. Hude stvari so to. Naš predlog, odgovor na prvi njihov predlog je bil, da se v javne finance to ne zapisuje, ampak človekove pravice v poglavju človekove. Mi smo tudi povedali v društvu, v katero poglavje, na kater člen in zakaj tja, in še dodatne smo zraven dali, še dodatne člene. Ker je tista njihova dikcija čudna. No, in kaj je? In res, gledajte, celo proceduro so ponovili in so postavili vpis gotovine, seveda v človekove pravice. In zdaj rečejo, ja, se zdaj pa je v človekovih pravicah. Ja, klinc je, ampak ni tam, ki bi mogli biti, ne. Če je v javnih financah denar javen,
je tukaj v sociali totalen nadzor. Ker ni napisano, da se ne sme nadzorovati, da mora biti varstvo osebnih podatkov in tako naprej. In jaz sem zdaj ta teden objavil velik intervju, ne vem, če poznate ta članek, umetna inteligenca o pravici do uporabe gotovine v ustavi pove to. Jaz vam bom zdaj tole dal na, dragi moji, najprej vam bom prebral, kaj pravzaprav je umetna inteligenca povedala na tem intervjuju. Samo ta uvod vam bom prebral, prosim, dobro poslušajte. Upam, da se me dobro sliši. Takole. 13 vprašanj in 13 odgovorov. Ta intervju z umetno inteligenco, ki sliši na ime ChatGPT, je potekal o vpisu pravice do uporabe gotovine v ustavo. ChatGPT poudarja, da se v mnogih državah sveta trenutno razpravlja o vprašanju, ali bi morala biti pravica do uporabe gotovine vključena v ustavne pravice in svoboščine državljanov. Argumenti v prid tej ideji, če se v kateri od teh držav ustavne spremembe seveda aktivirajo, pri nas so se aktivirale, naj obvezno vključujejo zasebnost in varovanje osebnih in gotovinskih podatkov pred potencialnimi zlorabami sledenja elektronskim transakcijam države in naj se dodatno določi zagotavljanje finančne vključenosti za tiste, ki nimajo pravičnega dostopa do bančnih storitev. Najboljša rešitev za Slovenijo bi bila, da se obstoječe besedilo pravice do uporabe gotovine vključi v 4. in 5. odstavek 38. člena Ustave Republike Slovenije. 38. člen je varstvo osebnih podatkov. Okay. In pol nadaljuje še s kratkim odstavkom pripombo. Pri sedanjem predlogu, dobro poslušajte, pri sedanjem predlogu člena 50a na mestu pravice do socialne varnosti, se pravi zdaj pri socialni varnosti to, 50a, ne, je kot na pladnju izpostavljena pravica do socialne vključenosti. A veste, pravica do cepljenja, pravica do socialne vključenosti, pravica ta in ona, to je vse pravica, ne? Kar lahko privede do socialnih kreditov in posledično do namenskega spregleda varovanja in varnosti osebnih podatkov. Obstoječi predlog, 50a člen, tak, ko so ga zdajle postavili, lahko privede do državnega zakona za fizični pregled gotovine in za sledenje gotovinskim transakcijam na podlagi socialne pravičnosti. In smo v socialnih kreditih. Tle odpade kakršenkoli filter, a ne, ker ni nadzora podatkov, ker tega lahko gladko umaknejo, ker je to pravica do socialne pravičnosti, vsi imate pravico dobiti, ampak seveda bomo mi to nadzirali, medtem ko pri varstvu podatkov te variante nimajo. 49a člen, ki smo ga pa mi predlagali, je spadal pa pod pravico do dela. 49. člen govori o pravici do dela. Pri pravici do dela imaš seveda pravico do plačila in smo dali v člen, da se mora varstvo podatkov biti v skladu z 39. členom ustave v celoti, a ne, varstvo podatkov, ne sme se omejevati višine dviga, ne sme se omejevati s QR kodami povezovati financ z zdravjem in te stvari. Mi smo naredili predlog, tako kot mora biti, in je tudi na spletu, smo ga tudi objavili javno. Ne? In takrat seveda so oni to spremenili in so dali pa pol kar v 2 člena nižji dol. Ampak to spremeni vse, to je spet v njihovi agendi javnih financ. Še hujš, socialna pravičnost, osebni nadzor. Predstavljajte si to. Najprej bi Ministrstvo za finance, zdaj bo pač socialna služba, ki je, mislim, še bolj razpredena, pa še hujša, pa še bolj pasja. Vsi vemo, kaj pomeni sociala. Torej, vpis gotovine v ustavo, ja. Torej, upam, Sabina, nimaš mi možnost govoriti, ker praviš, da mikrofon ali ne vem kaj, ampak upam, da sem ti odgovoril. In čakajte, zdaj vam bom dal jaz tale članek iz, sem gasno Facebook. Pa bom dal link do tega članka, pa si prosim preberite, in če imate možnost, dajte lepo prosim te stvari tudi deliti na družbenih omrežjih, naj se ve, kaj nam pravzaprav
V bistvu je to mafija, kar počnejo. Ne vem, ljudje, ki sodelujejo, to širi. Mediji so zdaj, ja, kako so mediji zdaj navalili? Tednik, drug, kar naenkrat zdaj vsi o tem govorijo. Ljudje božji, ko mediji govorijo, je v ozadju zelena luč, ker vejo zakaj. Prosim vas, dajmo tudi mi tole nazaj razširiti pa povedati, ljudje božji, ne v ta člen. Tudi če je v drugem poglavju, pa so človekove pravice. Sociala je človekova pravica, seveda je. Ampak tam ni možnosti zaščite osebnih podatkov. Ker če si ti socialen problem, če ti država vzame pod nadzor, ti nimaš več nobene zasebnosti. Ti si državna lastnina, ne? Ok, tako te bom jaz tule zdaj probal samo malo ta intervju najditi in vam ga zlinkati. Lahko vam dam pa seveda tudi PDF, vam bom dal, samo malo, dajte mi sekundico. Ne, to so tako zviti ljudje na vsak način in ustave se ne more spremeniti, če ne dobijo dovoljenje prebivalstva, ljudi, a ne, ljudstva. 30 000 morajo zbrati, zdaj kako bo to? Prav predlagatelj je ena navadna barabca, ne? Ja, I'm sorry, nisem tisti, ki bom sodil, slišal sem pa pač od ljudi marsikaj, jaz sem v kulturno napisal nazaj naš odgovor od društva, povedal sem človeku, ko nas je povabil k sodelovanju zbiranja podpisov, sem rekel, ja, ljubi Bog, česa pa, ja, v spremembi ustave, ja, kak je pa, ja, vse je tam napisan, a tako, napisan je, ja, kje ste pa bili, ko ste to sestavljali, zakaj pa nas doben nič ni, a jaz bom podpisoval nekaj, kar si se ti spomnil, to se pravi, to je čist nastavljeno. In ljudje so srečni, zdaj bomo pa gotovino vpisali. Katera psihologija, katera magija, katere podle stvari. Hvala Bogu, da smo to videli in da vidimo, no. Evo, tukaj vam bom zdajle jaz dal link, potem pa Jaz si zgleda najdejo enega novega mučenika in to vlečejo in cukajo in so slepi in gluhi za bilo kaj drugega reči, ne. Ja, on mora to narediti. Po mojega držijo na kratko, ker je bil v taki službi. On je prav poslan in mora to narediti brez nadaljnega. Levo, tole je prva stran tega, kar je v PDF-u tukaj, a ne. In to je v bistvu povzetek celotnega intervjuja, ki je na 8-9 straneh, ampak se splača prebrati vse, ker mi je take stvari odgovarjal, da jaz samo včasih poznam, ampak moram reči, da sem šel preverjati informacije in gledati in sem se naučil par stvari v tem intervjuju, ne, res sem se naučil. Neverjetno, to je res neko široko znanje, to, kaj so to noter spravili, to so znanja z vsega sveta in pol vprašaš in ti res pove, mora ogromen vedeti, da to pove. Sem ga pa prosil, če lahko intervju naredim, pa je prevolil kot umetna inteligenca in potem na koncu sem vprašal, če lahko to delim in je tudi, ja, lahko. Tako da zdaj lahko delim z vami, ne, ker načelno so druge stvari to. Ok. Še kakšno? Ja, jaz bi tudi nekaj dodala, Mihajl. Daj, povej. Govorila sem z enim kolegom, ki je tudi se poslužil te umetne inteligence, ker ima neke težave z sodstvom in se dajejo gor dol in je tole umetno inteligenco vprašal in je potem šel tudi preverjati vse te zakone, ki mu jih je računalnik pač podal in je rekel, da se je nekje malo zmotil, ker je prišlo do nekih posodobitev, ne, v zakonih samih. In da vseeno pravi, da bi bilo dobro biti zelo previden v tem, ker se lahko začnejo dogajati spet neke manipulacije, ne, strani umetne inteligence. Absolutno, meni vedno vse narobe zakone pove, da vam kar povem, ampak jaz ga nisem po zakonih spraševal, jaz se zakon, ko se neumno je spraševati njega, ker ne ve, zaradi tega, ker so posodobitve v uradnih listih so skrite, pa so vse. To je jasno in to je vse secure service, ne. Namreč, če se pogovarjaš z njim, moraš konkretno dati, to je zakon, pa to je zakon in ti moraš njemu reči, evo, o tej šalici se pogovarjamo in on ve, zdaj se o tej šalici pogovarjamo, ja?
Če pa jaz rečem, pogovarjamo se o šalci, s katero jaz pijem kavo, so pa potem že predstavili. okej. Ja, in namreč vam bom povedal, jaz sem vam podelil z vami eno zanimivo zadevo, da sem nekaj naredil tudi eno stvar in sem prosil, če naredi eno nalogo. In je rekel, da ne more tega narediti zaradi tega, ker ni znanstveno. Sem rekel pa, majka, mila ti božja, ti si orodje in če ti jaz rečem nekaj naredi, ker jaz to jemljem njega kot orodje, ne? In ni hotel. Pred 3 meseci sem pa poslušal, kako je umetna inteligenca narejena. Ima 3 elemente. Učitelja, študenta, vhodno in izhodno enoto. Se pravi, vhodna enota je univerza, potem je noter študent in profesor. In profesor da nalogo študentu, študent to rešuje, profesor progleda in če je ok, potem lahko gre iz izhodne enote ven. Hkrati to pomeni, da je tukaj noter pri teh 3 enotah pri umetni inteligenci tudi nek element firca, hrepenenja po še več podatkih, po še več znanju, zato hočejo imeti čim več podatkov. In da je umetna inteligenca tudi zelo firčna. In jaz sem si to zapomnil, ko sem tistega strokovnjaka, ki je v Googlu sicer dal odpoved, ampak je te stvari tako razložil, da sem jaz v bistvu razumel, kako zadeva funkcionira. Okay. In če razumeš eno stvar, potem se lahko približno temu približaš. In jaz sem rekel, dobro, ti me nočeš to narediti, sem rekel, pošljamo pa napisal, da jaz pa tebi ne bom povedal, kako se naredi kvadrat s 3 črticami, pa ha. Umetni inteligenci sem to rekel. No, pa je rekel, se jaz to znam narisati, pa sem rekel narobe, ha, nimaš pojma, pa spet narobe, pa 10-krat narobe, sem rekel, glej, jaz ti to povem, ampak ti mi naredi mojo prvo nalogo, ker sem ti jo dal za narediti. Pa je rekel, ok, in sva se zmenila, pogodba, konsens, ok, ker on je bil programiran, da meni tega ne sme narediti. Ampak je šel prek svojega bloka, ker je močnejša želja po podatkih, po znanju, kakor po tistem bloku, ki ga omejuje meni nekaj povedati, razumeš poanto? In jaz poznam, kako funkcionira, jaz lahko pridem do čuda stvari, ne. In sem rekel, zdaj pa mi to naredi, pa je naredil, ampak spet malo šlampa, sem rekel, toliko časa bova delala, da boš v redu, zdaj sem pa zadovoljen, super, hvala lepa. Pa sem ga pustil čakati, ne vem, 15-20 minut, pa sem šel nazaj, pa sem rekel, pozabil sem ti obljubo izpolniti. Veš, kaj mi je napisal nazaj? Sem že mislil, da si pozabil oziroma, da si me nahecal, ne. Sem rekel, ne, evo, tako se naredi kvadrat s 3 črticami. Pa je napisal, ha, nikoli ne bi na to pomislil. Sem rekel, no vidiš. Sem rekel, zdaj, če hočeš, bova sodelovala ali pa ne. Ja, hvala, vaši odgovori so zelo cenjeni. Toliko vam povem malo za igro, kako stroj, kako to razmišlja, kako je to narejen, še sami ne vejo, pravijo, da je to en black box, ne vem. Treba je biti pa res, tako kot si Petra rekla, zelo previden, zelo ne spraševati po konkretnih stvarih, ker ne vem, ampak filozofsko druge stvari, ki so pa res, zna pa kakšne stvari zelo fajn povedati. Jaz, ko sem ta intervju delal, jaz sem njega konkretno samo povedal, to je ustava, to so členi, to je to, jaz sem mu dal vse določeno noter, povedal sem mu problem, o čem bova govorila in se je strinjal in odgovori, ki jih boste brali, jaz sem strmel. Ampak sem mu povedal tudi, da je on čudovit pravnik, da je velik specialist za mednarodne odnose, da pozna moralo, etiko in druge stvari in da so te stvari zelo pomembne pri tej stvari in da jih mora maksimalno spoštovati, ne. In tako je bilo. Ja. Tako da, je pa seveda veliko dela vloženega v to, ne si mislil, da je to ta članek, ne. To ni samo 4 ure sedenja in narediti en članek, ampak je to v ozadju, bom rekel, moje 30, 33, 35 večletno delo in razumevanje kompletnega koncepta računalništva in kako je to nastaja, ker skozi spremljam.
Je zelo pomembno to poznati, ne. Ja, zanimivo, ne? Okej, ja, Sabina, ni kaj se zahvaljevati. Mislim, te informacije so moje osebne izkušnje, mislim, da so dragocene marsikateremu izmed vas. Lahko bi podelil še zelo veliko stvari v takem pogovoru, ampak morate tudi kaj vprašati. Jaz nisem rad samo oddajnik, zato smo naredili torke, da jaz vas malo poslušam pa slišim. Dajte še vi kaj povedati, ali pa vse napisati, no. Če že. Ja. Koliko je zdaj že? Aha, ja neč, počasi bomo zaključili. Počasi bomo zaključili, dam pa vam še zadnjo šanso, pol pa nič več, da vprašate še stvari. Hvala Blanka za... No, srčna hvala, ja. Tudi tebi, da si vzela čas, pa lej, saj nas ni veliko. Ne rabi nas biti veliko, ker v masi, veš, je zmeraj problem, ne. Če klik se iz mase lahko kaj dobrega izlušči, tako kot se je tukaj zdaj v 3-4 letih izluščilo 14 ljudi, zdajle pridete in ste res prva liga, kvaliteta, razumete, zakaj gre. Dosti je en človek, da spremeni svet. En človek je dovolj. Verjemite. Mihajl, Ja. Dosti je, da imamo Mihaela, ne? Ne, nisem jaz ta človek. Ne. Dovolj je, da en človek spremeni svet. Nisem pa jaz ta človek. Daleč od tega. Ne. Ne, eden mora začeti, da potem ostali sledijo. Ne? Bravo. Samo to je potrebno. Ne? Ja. Če sem Jaz sem... Ja. Kar povej. Ne, v bistvu sem hotela samo to vprašati, da ker jaz sem pač, saj sem povedala, takrat bolj na novo bila, pa nisem vsega od starta še uspela niti prebrati, ker mi enostavno čas ne dopušča, pa pol vmes malo preberem, pa čekiram, pa sestavljam, pa puzle zlagam, pa tako. Pa ne vem, če sem kaj zasledila, ker pač vseeno, ne, to je zdaj res tako najbolj ključno, se mi zdi, da je to, da se ta izstop naredi. Ampak kaj pa potem, recimo, ko ti enkrat izstopaš iz VHO-ja, iz Združenih narodov, kaj pa recimo, ko se enkrat zadeve, če se umirijo, sem to že vprašala, mogoče sem pa napisala to. Kaj pa recimo potem enkrat po tem, ne vem, si ti še vedno kot državljan, ne vem, zaščiten oziroma po teh vseh zakonih slovenskih in to, ne vem, zdravstveno varstvo, Seveda, sej WHO, tako kot je Rusija dala predlog v enem izmed členov, da bi WHO mogel narediti, da bo Rusija pristopila, ampak šele potem, ko bo WHO naredil v vsaki državi centralno točko. Centralno točko, v kateri bo samo WHO, in ko pride do epidemije, pandemije, se te centralne točke v državi aktivirajo in avtomatično prevzamejo oblast nad državo. Zdaj, ker pa mi nismo člani WHO-ja, ti ljudje nad nami nimajo oblasti. To je v izrednih stanjih, to je v stanju epidemije, pandemije, WHO ima razdeljeno svoj svet, kompletni svet na 6 področji, obstaja 6 tako imenovanih WHO ministrov, ne vem, če veš, kdo je minister za Evropsko unijo, za ta del, 6 ministrov in ti ljudje zdaj to v tišini delajo, ne. Jaz vam bom pokazal, gledajte, v tišini sem rekel, sem jaz tu, moment, gledajte. Ja, sej, je toliko stvari, da tukaj vam bom pokazal en dokument, ki je zdajle star 14 dni, za vse voditelje držav. In tukaj piše Final Text for Silence Procedure. Poglejte. Ne vem, če se vidi, čakajte, bom dal tako, se kaj zjasni. Evo, Ja, kaj piše na vrh? ja, Final Text for Silence Procedure. Ja, ok. Dragi moji, zakaj morajo ti ljudje delati v tišini, pa delati procedure? Kdo dela v tišini pa na skritem? Kdo nima čistih namenov? To je več kot jasno. Evo, politična deklaracija
bom kar v angleščini prebral, Political Declaration of the United Nations General Assembly High-Level Meeting on Pandemic Prevention, Preparedness and Response. To se nanaša samo na prihajajoče stanje, ne bom rekel kakršno. To je to. In tukaj je na 13 straneh navodila Leaders must lead. Voditelji morajo voditi. In zdaj so oni tukaj naredili politično deklaracijo. Mi smo naredili društveno deklaracijo. A ne? In takoj je odgovor politična deklaracija njihova. To je čisto sveže. To je novo. No, to, da boste vedeli, treba je tukaj je duhovna vojna. Tukaj je, ni samo intelektualna, ampak duhovna vojna. Ne? In zdaj, jaz sem to, mislim, tudi prevedel z enim prevajalnikom. Nisem pa uspel še, če sem pošten, pri vsem tem delu prebrati, ker vsak odstavek od PP1 do OP49 ima svoj pomen. Ensure sufficient domestic public spending on health. Ne? Naj ljudje potrošijo dovolj denarja na zdravje. Vse v bistvu mi smo za njih samo biznis. Vsaka pandemija je samo biznis, da bogatejši postanejo bogatejši, mi pa vedno bolj revni in vedno bolj pod kontrolo. Kaj se zgodi? Glejte, vse čisto simpel zadeva. Če ti priješ v eno trgovino, ok, zdaj, jaz sem gledal, danes sem se s prijateljem pogovarjal, sem rekel, glej, jaz če pridem naprimer v Bauhaus in moram kupiti eno matico, ali pa en šravf, ki ga rabim specifično, ali pa eno podložko za vrata, recimo, ki ima fija, ne, ta stara vrata snameš, daš podložko, da vrata malo dvigneš, da se ne drsajo po tleh. Vse lahko od spodaj tudi vrata požagaš, ampak zakaj bi vrata zniževal, če lahko jih malo dvignem s podložko. Ampak ti moraš imeti eksaktno podložko, da ni preširoko, da to stoji. Skratka. In tam je 2 milijona izdelkov, šravfov, kablov v tistem Bauhausu v Ljubljani in ti prideš noter in ko prideš noter, se te vsi izogibajo. Naj mi nekdo izmed vas pove, zakaj. Jaz bom pa povedal, da ima prav ali ne. Zato, da nabiraš še druge zadeve, ta cajt, ko iščeš kakšnega. Kaj da? Da nabiraš še druge stvari. Eksaktno, točno to. Jaz sem prišel po tisto matico, ampak jaz preden tisto matico najdem, jaz še 20 stvari zraven kupim. Zato, ker vidim to, pa on pa izgubljam pozornost. In gledajte, tako je naše življenje. Mi imamo eno stvar, greš za računalnik, hočeš pismo napisati in odpreš internet in pisma ne napišeš, pa ugotoviš, da sta 2 uri minile, zato ker je nenehen piskanje, pa ta mail, pa on mail, pa Facebook, pa on zvoni, pa telefon zvoni, pa tam ti piska in ti ne narediš nič. To je kompleten distrakt. In to je vse namerno narejeno, ne? Tudi, ko pridete recimo v Spar ali pa v Mercator ali pa kamorkoli, vi pridete tja, vse en cajt so stvari na svojem mestu, pa veš, tam so kokice, tam je Coca-Cola, tam prijaš čez na 2 meseca te ni, je pa vse obrnjeno in ne najdeš več ničesar, vse je zamenjano. Ne? Vse je zamenjano. Zakaj? Zato, da ti iščeš in ko iščeš, kupiš tudi druge stvari. To so stare psihologije. Pol pa še druga stvar, ki je pa ženska verjetno zelo dobro poznate. Če vzameš prvo stvar na polici, ko je, ne vem, recimo moka. Moka, ampak za to moko ne, je prva moka, pa druga vrsta, pa tretja vrsta, pa tako so moke, ampak v ozadju so pa še istovrstno moke zložene v znotranjost police. In če ti vzameš zadnjo moko, tamle noter v vrstni polici je najbolj sveža, prva je najbolj stara. In vse tik pred iztekom roka dajajo tukaj naprej, od zadaj dajajo pa datume. In tudi je recimo vsa politika, vse novice, vse je to preštudirano do detajla, je vse. Moraš biti zelo previden in kar nekaj vedeti, nekaj znati, da se obrneš in da se skoncentriraš in da res, ko si daš eno nalogo v glavi, zdaj bom pa to naredil, da si sposoben psihološko, fizično odstraniti vse, pripraviti si delo, dati vse telefone stran, zapreti internet in narediti dopis.
Če si pa greš na internet, pa pojdi na internet. Tako da A ali B. Čim pa A in B zmešaš skupaj, je konc zgodbe. Ne? Torej, to je moje mnenje, ki sem ga podelil z vami, vi pa bomo voli. Ampak tole, ne, silence procedure, final text, political declaration za preparedness, response in prevention, strahota, in jaz moram to zdaj čim prej prebrati v slovenščini, pa tudi v angleščini, da dobim celotno sliko in mogoče podeliti s člani kakšno soboto. Je pa materijala toliko na tolikih koncev, da še čudno, da sploh naredimo kaj, ne, ker je res veliko. Dobro, dajmo še kaj vprašati, če ne se poslovimo, da ne bomo predolgi, ura je že 21. Ne, kako samo meni tako hitro mine, ali tudi vam hitro mine čas, jaz ne vem, no. Dajte malko pokomentirati. Mitja, a tebi tudi mine tako hiter čas? Si dobil podložko na koncu? Ja, sem dobil. Ne, da sem dobil podložko, morate vedeti, da sem dobil podložko in je pakirana tako, da sem jih mogel kupiti 5 in različnih velikosti so v škatlici zapakirane, ki ti ne moreš, ti jo moraš doma s škarjami odrezati. Ti moraš kupiti 5 različnih in v teh 5 različnih je tudi tista, ki jo rabiš, ne. To je kot pri baterijah, a ne. Baterije so, ti rabiš 2, ampak moraš 3 kupiti. Ali pa jih je recimo, ne vem, to so tako so naredila, ne. V eni bateriji rabiš, ne vem, 2 bateriji, ti jih moraš kupiti pa 5 ali pa 3 oziroma koliko so pakirane. Ali pa še kakšna velika zraven v ponudbi, v paketu, a ne. In moraš kupiti, če hočeš pač moraš 5 baterij kupiti, da 2 uporabiš. Vse je danes tako narejeno potrošno. In se sploh ne zavedamo, nam je to čisto normalno. Pa jamrajo klimatske spremembe, nam pa sami to delajo, ne? In dejansko človek dela te spremembe. Človek, sam kdo je ta človek? Ne? Kdo? A smo to mi ali je to kdo drug? In strahotno, kakšno dikcijo imajo tudi. Ti ljudje imajo dikcijo. Ne? Danes avto kupujemo, jutri se pa ne bomo smeli voziti. Ja, navadili so nas na avte, pa ja, elektrika in to in ne bo elektrike, seveda. Ali pa se vsedeš not, boš rekel, hočem iti ker bo to samo dejno vozno, se boš vsedel v avto in boš rekel, pelji me v Portorož, pa bo rekel, nimaš dovolj kreditov, nisi bil priden, toliko si pregrešil, ne moreš, lahko greš sam do Šmarne gore. Ali pa niti do Tones, te sploh te ne bom pelil, ker si ga sral, ker si na socialnih omrežjih. Ja, to veste, da so zdaj v Avstraliji sprejeli zakon, banka je sprejela zakon, ljudje božji, banka, da če ugotovijo, ti hočeš nekaj kupiti, ampak preden kupiš, umetna inteligenca pogleda, če si na družbenih omrežjih se grdo obnašal, pa kritiziral oblast ali dal kakšno izjavo, ali pa LGBT žalil, ali bil diskriminatoren do kogarkoli, ali si komu grdo odgovoril, da ti lahko zaprejo račun. Brez sodišča. Banka odloča na podlagi njihovih restrikcij, njihovih pregledov. To je kakor zdajle, tam zaposlujejo ene ljudi, ki zdravniške stvari blokirajo. Zdravnik, strokovnjak, 3-kratni doktor, objavi strokoven članek, pa tam en študent reče, aha, to pa ni v skladu z agendo, pa mu to pričrta. Čakajte malo, ne? In to je danes, so to strokovnjaki in potem vse se uničuje, vse dobre stoječe stare stvari. Prej sem hotel povedati še eno stvar. Bolj ko te premikajo, težje se znajdeš, ker si vedno v novih okoliščinah in ti se nimaš časa ukvarjati z idejo, z mislijo, ampak sam rešuješ svoje življenje, svojo situacijo. Če imaš pa ti eno konstanto, recimo, da je ena trgovina, kjer je 10 let, prideš tja in točno na tistem mestu, ti točno veš, kdaj lahko greš, ker je isti urnik,
Na kateri policiji boš vzel, kaj je na tisti policiji? In ne izgubljaš časa in energije za eno drobno stvar iskati, ker je to tam. Ampak, ker nam delajo vse zmešnjavo, napišejo eno, potem je to vse drugače, vse se spreminja, mi ne poznamo več zakonov. Zakoni se spreminjajo čez skozi, ne? Tako kot je Petra prej lepo rekla, inteligenca je napisala zakone, vmes so bili že spremenjeni in je bilo vse narobe, ne glede na umetno inteligenco. Ampak zaradi sprememb se mi ne moramo braniti. Problem je pa tudi to, da nasprotna stran tudi veliko teže nekaj očita, zaradi tega, ker mi nismo seznanjeni. Če te pa uradnik ne seznani, ker te mora seznaniti, sodnik te mora seznaniti, policist te mora seznaniti, ker te nisi dolžen vsega poznati, te pa ne seznani, ne? In te samo obtoži. In to je zdaj res svet postal ena velika zmešnjava, velik problem ravno v teh čorbi noter vsega. Ne? Zdaj se varnostnik spozna na zdravstvo in te vpraša. Zadnjič je bil z nami en gospod, ki je rekel, zeleno kljukico sem jaz hotel videti, pa nisem vprašal po zdravju. Je hudirja, kaj pa je tista zelena kljukica, bila v mobitelu drugo kot tisto, da si pokazal, da si cepljen. On je posredno za zeleno kljukico vprašal. In takšne interfejse nam noter dajajo, ne? Ti ne moreš na bančni račun, če nimaš osebne izkaznice. Pa kje piše, da ti moraš osebno izkaznico imeti? Zakon o osebni izkaznici piše samo, kako mora biti sestavljena in zakaj se uporablja. Nikjer pa ne piše, da jo moraš imeti. Državljan za osebno izkaznico zaprosi sam. To je prvi stavek. Konsens. Konsens. Tudi za potni list. Ampak, če imate potni list, zanj ga skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve ne more odločati o teh stvareh, ker nima pristojnosti. Če imate pa osebno izkaznico in potni list, potem pa osebna izkaznica odraža podrejenost lokalni skupnosti, pravi občini, zdravnikom, redarjem, policistom, sodišču. Osebno izkaznico se ti registriral. Tako kot avto registriraš, pa pol ni več tvoj, tako sebe registriraš, nisi več svoj. In prva stvar, kar je, oče in mama izdata svojega otroka, tako, da ga prijavita občini oziroma tam, matičnemu uradu, ga prijavijo, da je prišel na svet, kar prijavijo ga pa nič kriv in mu oni nam dajo svoje številke in ga takoj vzamejo kot robo, kot eno delnico. Oče in mama največkrat naredijo tako, da očeta ni zraven, da je mama sama, ker ko prideta 2-3 uradniki tja, je mama brez moči. Prijavi ga pa mama sama. Mama sploh ne ve, da prijavi svojega otroka. Nobena mama ne svojemu otroku ne želi ali pa oče slabega. Ampak so nas tako prepričali, da to sami naredimo. In ker sami naredimo, oni to vzamejo in to sami damo. In pol rečemo, joj, pa zdaj nam otroka cepijo. Sveda, se si ga prijavil. A ste kdaj razmišljali o tej stvari? Ljudje božji, rojevajte mame doma. Ma kakva bolnica, ma kak zakon? Ne, to je treba vse spremeniti. So nas izigrali na celi črti. Ne bom več, ok, povejte še vi kaj. Starš A pa starš B. Ja, to je, ja. A starš, ja. A veste, gledajte, nekaj, ja, starš A pa starš B, to je vse nezakonito. Vse sem vam povedal zadnjič, ne vem, s kom sem govoril, ampak v ustavi piše materinstvo in očetovstvo. Mati in oče in vsi formularji, starš 1, starš 2, oseba 1, oseba 2, zdaj še starš nisi več, zdaj si že oseba, ne? Ti formularji, če take vidite, so protiustavni, ga ni treba izpolniti, zaradi tega, ker oseba 1, to je protiustavno. V ustavi piše, v 2. poglavju, tam, kjer se piše varstvo, zaščita, pravno varstvo otrok, pravice in dolžnosti staršev, materinstvo in očetovstvo, mati in oče sta skrbnika otroka. In otrok, ki ni rojen v zakonski skupnosti, ima iste pravice kot otrok, ki je rojen. To v ustavi piše noter. Vsi formularji so protiustavni. Ampak, ko enkrat to pride v navado, ljudje več ne razmišljamo, ne?
Na kolikih področjih jaz sebe najdem, pa se rečem, ojoj, kako nisem se mogel prej spomniti ali pa vedeti teh stvari, razmisliti posledično, ker proaktivno razmišljanje je tako, ne? Jaz sem se zdaj navadil. Ok, to je kot šah, veste, šah imate 3 poteze naprej razmišljati. 4, 5, mogoče še več, ne? Če naredim to, kaj se lahko zgodi, treba razmisliti proaktivno. Proaktivno pomeni, da v bistvu ti narediš in predvidiš, kaj se lahko zgodi. In zdaj tako reagiraš, da se izogneš najhujši možni predvideni situaciji. In vsi ti ljudje, vse te agente delajo proaktivno, ne? Vse predvidijo, vse raziščejo, mi se borimo, se naučijo, potem nam to vrnejo in že vejo, kje in kaj, tako da moramo biti 3-krat bolj kreativni, da potem lahko to žogico vrnemo nazaj, ne? Ali pa neko obrambo postavimo. Dober si tole, ja, fajn, Boris, super. A pride do motenj v zvoku, ko se govori v agendi? Se Zoom vse prisluškuje, Zoom vse gre zdaj v umetno inteligenco, so pogodbo podpisali, vsi ti podatki grejo gor, oni se učijo, pa naj, se pravi. Ne morejo nam blizu, mi smo toliko kreativni, da ne morejo, ne more čip proti celici pa proti duši. Ne? To je njihov delovnik, oni imajo 8 ur ali pa 10, ne, tam to študirajo. Ja. Zdaj, mi pa poleg vsega, pa zdaj pa še tole, ne, mislim, zanimiv ratuje, no, že del cajta, no. Prav, ura je čas, da ne bomo predolgi, imate še tudi druge obveznosti, tako da hvala lepa, lep večer. Vidimo se v soboto, upam, da boste se priključili, razdelite tele datoteke okrog, poglejte, dajte se na tale moj Mihael Belis, Facebook si malo preberite stvari, poglejte par videov, veliko je informacij gori, ampak vzemite bolj tele, ki so aktualne, Ustava, Izstop, na to bodite pozorni, ostalo so pa pač informacije tudi iz tujine, jaz imam veliko informacij in vem, da danes ni več tujine, svet je postal ena mala vas, ena drobna vas, kjer se tam nekje pihne, tle pa se pol prevrne, a ne. Tam se na Kitajskem zgodi virus, pa čez 2 meseca cel svet v virusu, ali pa še prej, ne. Ali pa se nekje, ne vem, v Ameriki nekaj zgodi in je potem naredil en telefon in je čez 2 meseca po celem svetu. Ni več, tako da je treba kar široko sliko gledati. To, kar se pa v Sloveniji dogaja, je pa v bistvu ena zanikrna vas, svoja vrstna mafija, ki je v državo ugrabila in v bančnem smislu, političnem, verskem, državljanskem in to so hude stvari, ja. Tako da, evo, srčna hvala za... Kaj sem pa to dobil zdaj? Ja, Polatkin, ja. Evo. Hude stvari, ja, se že dogaja. Biden close to decision on sending long-range missiles to Ukraine. Groza. A je to možno? Ja. Sabina, dogaja se, ja. Bog ne daj, da pride do raketnih napadov in nuklearnih eksplozij. Bog ne daj. Bog nas obvaruje vsega hudega. Prosim. Čau, lep večer, hvala vsem. Hvala, Ja, lahko noč. lahko noč. Lahko noč, Mihael. Ja, vse dobro.